Oče, ti si vreden slave in časti, Gospod. Moramo vedeti, ko gremo predaleč, gremo za Boga, ko smo zmerni za ljudi. Haleluja. In se moramo naučiti boriti. Moramo se naučiti slišati svoj glas, zato ker v tvojemu glasu je moč. Bog je ustvaril svet z besedo. Reč, v mojemu glasu je moč. Beseda v mojih ustih. Ki mi jo Bog dal. Nosi njegovo identiteto. In ima isti rezultat. Kot tiste, ki jih je Jezus izrekel, ko je bil na zemlji. Moja beseda naj bo ista, kot je njegova beseda. Ne bom več govoril Božje besede, kakor da je zgolj človeška. Ampak jo bom deklariral, kakor da je res Božja. V tej besedi sem bil odrešen. V tej besedi sem bil ozdravljen. V tej besedi sem opolnomočen. Da grem in delam ista dela, kot jih je Jezus delal. Oče, danes oznanjam, da v duhovnih sferah in naravnih, da Bog delegira svojo avtoriteto. Bog delegira svojo avtoriteto. Oče, naj Sveti Duh počiva na vsakmu bratu, vsaki sestri, ki je danes tukaj. Oče, naj se vidi, da Gospod daje avtoriteto, delegira isto avtoriteto, v kateri je Jezus hodil, po Svetem Duhu na vsakega izmed nas. In molimo, Oče, da se naš evangelij, Gospod, dvigne v moči, ne v človeški modrosti, Gospod. Oče, človeška modrost je dobra, ja, do ene mere. Ampak ker moramo premikati meje spoznanja, ni več dobra. Ker se morajo premakniti meje spoznanja, ker nadnaravno pride v naravno, se premaknejo meje spoznanja. In Oče, mi danes zavračamo te meje, Gospod. Da se ozdravljenje zgodi samo tukaj in tam. Da je nekomu bolje samo tukaj in tam. Oče, premikamo te meje spoznanja. Oče, in danes deklariramo, da je ozdravljenje na razpolago vsakemu, kdor veruje. In danes deklariramo, da se bomo, Oče, mi napojili s kruhom, ki nam ga daješ. In hvala ti, Jezus, za ozdravljenje, ki je danes na tem mestu, Gospod. Oče, naj se najemo svobodno. Oče, najemo svobodno tvojega duha. Haleluja.